Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Četrtkovo jutro je bilo to. Ema smo bili tu. Ema, ki gleda zdaj. Pogledajo, prosim. Malo si sovica, ne? Neko očkena, ne, kot se reče. Ja. Zdaj se boš navadil. Pobreška. Vse bo ima počasi. Danes zjutraj smo Urošu, ki je pravilno gotovil, koliko s tvojimi šuhi ječe širino tu na glavnem trgu dali let nad Mariborom. Tako. In dajmo povedati 132 mojih šuhov. Točno, po širini. Jutri, to lahko že zdaj povemo, bomo dali tudi skok s padalom v tandemu, tako da poslušajte pozorno od jutra. Jutri bo tudi še zadnje geslo za Jurija, ko slavimo milijonto prodano premium zobno ščetko. Čing. No, danes pa smo imeli res celi ruzvajs, tako da če ste zamudili, vabljeni, da poslušate, drugače pa se slišimo spet jutri zjutraj o 5:30. Dobrodošli, Dejan, Jeger in Ema, smo tukaj. In ker je tako zgodaj, zgodaj smo vedno prav posebej igrivi, ker ti počasi si tudi že spoznala, Ema, ne? Ja. Okay. Torej, gremo se igro zadnji SMS, ki ga lahko poveš. Zamita telefone. Zamita telefone. Okay. Ema si je dala telefon daleč v stran. Si uspela? Ja, da me ne moti med delom. Vidite, ne? Ker to je zdaj presenečenje. Moj zadnji SMS je, ko sem bil v Mr. Petu pa kupoval hrano za mojega psa. Kar spajtlalo me. Razen tega pa predtem še, ko si je moj starejši sin naročil prevoz ob 8, prosim. Bravo. Pač ta Uber Fram je pač aktiven bil. Jeger? Jaz isto kot ti, najprej z bankaneta SMS, ker sem bil v Šparu v Rušah kupil kosilo, včeraj smo imeli pleskavice. Bilo dobro, oziroma take hamburgerje doma narejene. Drugače pa tvoj SMS zadnji, ko si mi poslal eno vizitko, eno telefonsko številko. Super, zelo spektakularno. Drugače pa še prej pa predsednik planinskega društva napisal OKLP. To je bila tako tista Ace Ventura 2 scena iz začetka drugega dela filma, ko bi nekaj mogli priti, pa si rekel, da ne, pa je napisal samo kao ok. Zadaj pa čaga totalna, ne bo igra. Ema? Jaz na zadnje sem mami napisala, da sem pač prišla na radio. Danes zjutraj? Ja. Drugače pa pač, če bi vprašali za Instagram, bi imela kaj? Drugače SMS Vi ste že ta generacija. Četrtek 11. junij po na pol vesoljnem potopu, ki se je spet včeraj zgodil še enkrat. Upam, da ste v redu, vse ostalo se bo že porihtalo. Samo da ste vi v redu, to je osnovno. In to si želimo in verjamemo, da seveda je vse ok. Drugače pa danes zjutraj danes zjutraj bo malo jutro za korajžne. Danes pa jutri, ker vemo, da ta vikend bo športni vikend Maribora in eno od najpriljubljenejših prizorišč je seveda letalski center Maribor v Skokah, naše športno letališče, in seveda boste imeli ta možnost preizkusiti vse. Mi pa želimo malo pomagati. Če ste si vedno želeli videti Maribor malo više kot s Piramide ali pa s Pohorja recimo, ali pa malo bolj konkretno narediti en krok nad Intesovim silosom. Danes zjutraj lahko dobite torej ta en lep panoramski polet z letalom. Lahko se že zdaj prijavite, kadarkoli, če želite seveda leteti, če želite, da vas povabimo tja, potem samo pošljete letalski center Maribor in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220. Danes zjutraj bomo torej dali to darilo.
Sveda, ko govorimo o darilih, samo še danes in jutri geslo, pa jutri damo Jurija. So vsi detajli na totiradio.si, na naši spletni strani, pa seveda ogromno vrhunske muzike. Rešili bomo ene tvoje dileme, generacije Z. Tako, Eva spet. Pa se bo četrtek naredil, ne? Sam po sebi. Ja. Bravo. Gledaš, malo se še menimo o fuzbalu, danes se vseeno začne. Tako da jaz že imam pripravljen napis, danes me ni. Ole, ole! Danes se začne. Če pa to je to. Sploh glede na to, da je prva tekma v Mehiki, ne? Ja. Je to najbolj primerno, pa tudi na splošno, ko govorimo o svetovnem prvenstvu v fuzbalu, danes se začne velika maša svetovnega nogometa. Skri veselje ima. Jaz se veselim. Se veseliš? Res? Gledala, ja. Gledala? Ja. Pa boš vedela, zakaj gre, poznaš pravila? Ja. Ena nova pravila so na svetovnem prvenstvu tudi, ja. Boma šla skozi, si bova vzela danes kako urico pa pol, pa bova šla lepo alinejo po alinejo. Počasi bo fuzbal tako formula, zgleda s temi vsako leto nova pravila. Ja, ampak ta čudovita igra, ki se ji reče fuzbal, danes se začne zares, ampak še pred začetkom še enkrat, morda še zadnjič, no se ne da se nas tako dotakne, ko bomo gledali od doma, ampak vseeno, kaj so fani po celem svetu so in mislim, da kar upravičeno jezni na FIFA. Kaj so naredili, se mi zdi, da tako združeno so bili fani na zadnje, ali pa smo bili, no dobro, jaz sem bil takrat, če morda malo premlad, smo bili tako združeno jezni na FIFA takrat, ko je Maradona dal leta 86, tudi v Mehiki z roko, ne? Ja, gol. Tisti božja roka se temu reče, da je dal tisti gol, no ampak to, kaj so pa letos naredili s kartami, to je neverjetno. Še v ponedeljek je recimo zaradi vseh teh visokih cen bilo na voljo več kot 180,000 vstopnic. Ja. To ste videli? Ker slabo. Ja, to sem videla. Ker slabo. Mislim, katastrofa. Očitno letos delata Amerika pa svetovna nogometna organizacija z roko v roki, ne? Najprej, drage karte, če jo že kupiš, pa še ne veš, če boš lahko sploh v Ameriko vstopil, ne? Ja, to je pa naslednja katastrofa. In vedno svetovno prvenstvo v nogometu je podobno kot olimpijske igre. V bistvu to je en dogodek povezovanja. Ja. In kak te to zgleda, da imaš ti fuzbal, pa nimaš zunaj horde različnih fanov, da nimaš Špancev, ki tam plešejo, pa si delajo paeljo, tudi tak na pločniku, kjer je vroče, da nimaš barvitih Mehičanov, da nimaš, ne vem, Nizozemcev oblečenih v oranžno, ko vsi po ulici grejo najprej hop, 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 v eno stran, hop, 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 drugo. In vso to druženje in vso to dogajanje, pač naredili so z tega res molzno kravo, ki jo bodo pravzaprav do nerazpoznavnosti vunccuzali, zgleda. Vse drži. Ker recimo oktobra 2025 so se začele prodajati vstopnice in so se dvignile te cene od začetka prodaje v povprečju za 35%. Ne? Najboljše karte za finale stanejo $33,000. Ja, no, če to pravim. Daš na vago, kaj ima novi avto, in gre gledati finale. Torej, moramo vedeti, da je najcenejša karta za finale, recimo, več kot 3-krat dražja od tiste v Katarju, pa že takrat so rekli, da je to najdražje svetovno prvenstvo doslej. In to je... To v glavnem ni normalno. Pa še ena stvar je, zdaj v Ameriki te cene absolutno niso na noben način regulirane. Tudi ta resale, pa to veš, ko se je to odprlo, to so boti krenili, nabavili. Ti ne moreš tako hitro klikati, kot lahko oni. In potem so pač ti preprodajalci, pa tudi legalni preprodajalci, da se v ilegalnih ne menimo, šli v akcijo z
temi tako želenimi, zdaj niti ne več koščki papirja, ampak pač QR kodami, ki jih imamo na telefonu. In zdaj jaz še imam upanje, ne za to svetovno prvenstvo, ampak ko se bo vrnilo v Evropo, to je vseeno malo več reda, kar se teh stvari tiče. Drži. Tako da bo... Da pač letos to moramo preživeti, ampak dobro, vseeno se veselimo. Dobro, mi bomo preživeli, kaj tak ne bomo šli. Ja, ne, gremo mimo od doma gledali, upam, da imate vredno televizijo. Tako pa, če ne drugače, marsikje se bo dalo gledati tudi tak v skupini na Poštni, zagotovo tu v mestu, tako da druženje bo. Ta vikend, športni vikend Maribora in eno od osrednjih prizorišč, naše športno letališče v Skokah. Za danes in za jutri imamo za vas eno tako presenečenje, ki te zlufta. Dobesedno. Namreč danes lahko dobite en lep panoramski polet oziroma uvodni let nad Mariborom, ampak zdaj vprašanje kako. Moram povedati, da niti Ema, niti Jeger še ne vesta kako. Ja, ne. Ne. Zato, ker vemo, malo bomo tehnični. Malo bomo tehnični, mislim, ne preveč, ker če koga to res ne zanima, so to brez veze vse te informacije. Tako da, kak se meri v letalstvu višina? V kateri enoti? Veš? Ne. Jaz tudi ne. Ne. V fitih oziroma čevljih. V redu. In verjetno se noben ni vprašal še, koliko recimo fitov je širok glavni trg. Tudi to tega radija prek do Rotoža, ker to je direktna ravna linija, ne? Ja. Koliko fitov ima glavni trg? Ti veš? Ne vem. Ti veš, Ema? Ne. Ti veš, Jeger? Nimam pojma. Pa boš kmalu zvedel, ker boš zdaj šel ven in zmero v čevljih, v tvojih čevljih. V mojih? GPS ne bo pomagal. V tvojih čevljih boš zmeril, koliko je čez ta glavni trg. Dobro. Ja. In potem boste seveda tudi vi ugotavljali, tisti, ki bo, ali tista, ki bo najbližje, dobi čist preprosto. Plus dobili bomo informacijo, koliko je glavni trg širok v Jegrovih čevljih. Dobro. Tako cool. To pa zanimivo. Bo, ne? Ja. Kdaj, zdaj? Ja, če greš zdaj, boš do novice ob 7 verjetno nazaj, ne? Verjetno. No, pa zdaj hecno, ker ljudje že hodijo, pa avtobusi vozijo, pa vse, ne, mislim, skuteri, bicikli. Ja, da čakaj, greste, ne? Ja, in tudi vi lahko razmislite, seveda bomo dali, ko bomo tudi mi sami imeli informacijo, bomo dali en razpon, tako da ne bo treba zdaj z nule ugotavljati, ampak koliko čevljev je, koliko Jegrovih čevljev je širok glavni trg. To se bomo danes šli, tisti, ki bo najbližji ali najbližja, bomo rekli samo srečno in uživajte v krasnem letu nad Mariborom. Pa sta nazaj in imamo prvič v zgodovini smo glavni trg premerili v Jegrovih čevljih. Tako je. Zakaj? Zato, ker, kot smo rekli, ta vikend, športni vikend Maribora, izjemno popularen je naš letalski center Maribor. Ko lahko greste, poletite z motornim jadralnim letalom, skočite s padalom, vse živo, vse lahko tam doživite. In mi imamo danes častimo en polet nad Mariborom, in ker se višina meri v čevljih v letalstvu. To smo se zdaj naučili. Tako, nekaj je Jeger zdaj premeril. Zdaj verjetno nimaš tipičnega čevlja. Malo večji je. Sem pa spremljal vajn, ko sta zimo blazu. Kaj? Malo smo težave za ravnotežje. Ja, malo te je lučalo, ne? Sem že letela, da ga primem. Pa kaj te to je? Kaj to je? Se pa te hodiš. Ja, ampak, veško, moraš eno pred drugo, pa res zelo kratka, mislim, skupaj morata biti čevlja v enem trenutku in pač, jaz delam dolge korake, imam vseeno dolge noge in nisem navajen. Tak te bo malo pohvalo, dolga ročica, ne? Ja. Tak pravijo. Tako. Skratka, imamo številko
In vemo, zdaj v dokaz tudi na naših družbenih omrežjih v Storiju lahko pogledate in mogoče tako malo pač preverite, kako in kaj. Ta številka, ki jo zdaj iščemo, je, koliko jegrovih čevljev je širok glavni trg. Cukerčki, ne? Glej, ne? Joj, vedel sem. Taki dolče. Samo čak, jaz si. Dolče graben, to si ti, veš. Torej, danes zjutraj imamo za vas, mislim, koliko stvari pa delimo te dni. Talamo. Enkrat bojo prišli, pa ne bo več nič. Bo rekli, kite je, oni z tega radia so vse razstavljali, kaj je. Ne, ampak delamo seveda to z veseljem, ker nam veliko pomeni, da ste z nami vsako jutro, vsak dan. In to je še najmanj, kar lahko naredimo. In zato tudi takrat doživetja, tu in tam, kot je let nad Mariborom, uvodni let nad Mariborom, si lahko privoščite na naš račun ta vikend, ko je športni vikend Maribora ob Pohorju, ki je seveda izjemno popularno prizorišče, je zagotovo v samem vrhu letalski center Maribor v skokah. In ker se višina v letalstvu meri v EMA, kaj smo rekli? V tem, ne? Pač kako ne rečem? V šuhih, ja, vse to je. Kroki. V čevljih. Oziroma fiti. Smo naredili tudi to, mislim, da zgodovinsko premerili po širini glavni trg v jegrovih čevljih. Dobro, da si ni vmes kaj naredil. Hvala, Ema, da si pomagala. Ja, res, hvala ti. Imel sem malo težav zraven tega. Res, ker so taki mali koraki, jaz sem navajen tega, ne? Idi, da ti v uhe pogledajo, malo Ege. In seveda v SMS-u na 051 220 220 poveste, kaj mislite, koliko meri po širini glavni trg od tega radia do Rotovža v jegrovih čevljih. Dali smo že namig več kot 100 in manj kot 150, tako da nejci z Filovcev, hvala, da si poslal, ampak 153 je absolutno preveč. Tako je. Pot je recimo Uroš, ki si misli, da imaš zelo malo nogico. 213 čevljev je napisal. Uroš, jaz imam 47 številko. Kot na drugi strani imamo seveda tudi druge ekstreme. Simon, ki je rekel 70 jegrovih šlapnov. Pa tudi je nepodpisan SMS, kjer piše 87, to je premalo. Torej, številka je med 100 in 150. Tako. Mogoče celo še bi malo zožali, ali pa ni treba. Ne, pusti tako. Ker tak. Koliko imaš številko noge, jeger? 47. Tako da to glih ni tipični čevl. Če ste šli po koordinatah meriti, pa prav dali, ne, dolžino čevlja, zato smo rekli, da smo ga primerili v jegrovih čevljih. Tako. In tvegali, da se izpahne koliko, ampak je vseeno lepo šel. Če vas zanima, kak je šel, ko je mero, lahko pogledate v storiju tudi na naših družbenih omrežjih. Ja, četrtek 11. junija je danes, kaj se danes začne? Ja, danes se začne svetovno nogometno prvenstvo. Ja, oziroma konec sveta za nekatere. Mislim, zdaj do 18. julija bojo pač se veš malo bolj, kako bi rekel, drugačni odnosi, verjetno. Ja. Pač treba je razumeti, gre za največji dogodek na svetu, gre za veliko maša, najlepše igre na svetu, to je, treba je pustiti ljubiteljem, da uživajo, spremljajo, se veselijo, navijajo, ker če bojo oni zadovoljni, bodo potem vsi zadovoljni, ne? Si zapomnila? Ja. Tako da veš, vsake toliko, ko boš šla tu tam čez pobrežje, pa boš videla, da se eni derejo, samo ko greš mimo isto. Smo zmagali. Pa bomo rekli, pa daj sudja, kaj je, pa ti zraven, pa ja pa res. Svinjarija. Ja, kaj si slep? Ja. Pa tako. Ne topir. Tu običajno ti ne pride. Ja. Samo danes in jutri ga ni, ker manjka. Kar seveda ne pomeni, da ostanemo brez njegove zanimivosti. Ti še ne veš, ampak ko ti ne manjka, vedno edini odgovorni in zaupanja vredni osebi pač pošlje to zanimivo. Ja. Wow. Torej wow, te je presenetilo, ne? Glej to, kak se kratke radijske karijere delajo. Ne moreš verjeti.
Ne, kaj vse človek danes ne doživi. Okay. Za danes mi je poslal, ta je pa malo strašljiva v bistvu. Resno? Ja, veste, da z vzponom modernih tehnologij so se začeli pojavljati tudi tako imenovani deadbots oziroma boti mrtvecev. To bi v prostem prevodu, verjetno ne vem, če v slovenščini sploh obstaja izraz, ki simulirajo pogovore z preminulimi bližnjimi. Poznaš to, ne? Ja, gledam to. Gledaš to? Ojej. No, in zdaj so ugotovili, da lahko ti tako imenovani deadboti povzročajo tudi tako imenovano digitalno strašenje, oziroma v angleščini digital haunting, ker začnejo kar tak pošiljati neka sporočila pa vprašanja, tudi takrat, ko se ne pogovarjaš z njimi. Grozno. Pa kar dobro. Kar dobro, bi ti bilo všeč. Ne je bilo. Jaz absolutno se tega ne bom poslušal. Ne, pa predstavljaj si, zdaj na neki točki bomo vsi imeli doma pametna ogledala, pa vse bo pametno. Pa ne. Veš, kaj ti hoče? Pa se greš pogledat, pa te je mahal zadnji. Ali pa tako samo pride glava. Predstavljaj si, Jeger, da ti se boš rad z mano pogovarjal, ko me več ne bo, pa boš se gledal zjutraj, pa si to oranžno brado rihta, pa samo tako iz leve bo noter prišla moja glava, zadaj špegel. Spet hodiš na 3 mesece frizer. Mi smo se tako smejali, moj Jeger. Ti grem Lightningov avto prerezati zdaj, ne? Vino Euro 2026 oziroma Evropsko prvenstvo vinskih reprezentanc vinarjev je bilo v Toskani in to Evropsko prvenstvo ima enega prvaka. Slovenijo, hvala lepa. Koga pa drugega? Prav, pubeci, po 8 letih smo se torej vrnili v sam evropski vrh, je pa to že 5. naslov evropskih prvakov, tako da veliko je verjetno doprineslo tudi to, da je bil tokrat član reprezentance Rok Kronaveter. Mislim, da je tudi podal za gol v finalu. Ja, za izenačenje po 11 metrovkah. Drama totalna je bila, ampak se ne vem sicer, če vseeno grejo preveriti, če ima kakšne brajde doma, Kronaveter, pa so se pač zlagali. Ne, lahko je, en je lahko. Vem. No dobro. Ja, en veteran, profesionalni nogometaš je lahko v reprezentanci. No, selektor naše vinske reprezentance Robert Fischer je povedal, kaj je bil glavni razlog v bistvu, da smo mi osvojili to evropsko prvenstvo in smo najboljša vinarska reprezentanca v Evropi. To je bila družina. Res obnašali smo se kot družina na igrišču, izven igrišča, podporo smo dajali eden drugemu. Prve 2 tekmi sta bile zelo napete, oziroma proti Švici smo se lovili, z Nemčijo je bilo kar napeto. Drugi dan smo demolirali Avstrijce pač s našim sistemom. Z Madžarje pa smo vedeli, če imamo piko, smo v velikem finalu. Demolirali smo Avstrijce. Veš, da si imel uspešno prvenstvo, ko lahko vsaj za eno tekmo rečeš, da si nekoga demoliral. Kar pa je zelo zanimivo, da so pravzaprav potem v finalu bili vsi finalu proti Italijanom, vsi na naši strani. Bistvo, oziroma, da so na nek način vsi navijali za nas. So razen Nemcev vse reprezentance navijale za nas. Tudi v drugem polčasu, ko je enega našega igralca Italijan brutalno poškodoval in niti kartona ni dobil, je še njihov madžarski zdravnik prišel dol, pa našemu pomagal, da ga usposobita, da je lahko čez 10 minut šel nazaj. Ko smo na igrišču vsi proslavljali, so Francozi tistega igralca italijanskega vzeli in so ga v zrak metali od sreče, da je zgrešil. Vsi razni Nemci, si videl? Ja. Nemci so pa s temi svojimi nemškimi dolgimi pesi pač tam sedeli, kot se reče. Eno vprašanje pa še se ponuja samo po sebi, to smo pa vprašali športnega direktorja reprezentance Marka Toplaka, če je bilo kaj dopinga. Moram povedati, da so se fanti obnašali zelo profesionalno letos.
Tudi v bivših časih smo imeli malo več tretjega polčasa, letos vam povem, so se vsi želeli to osvojiti, vsi so bili s to miselnostjo v bistvu okuženi, tako smo rekli prej. In sploh ne bilo treba nič reči, večer v 10 sem šel po našem Tottenhampu pogledati, nikoga, so spali. Nikoga, še malo pogledam, nikoga, njega ne vole. Ja, no, gled, moraš resno vzeti, če hočeš resen rezultat. Ja. Nismo pa upali vprašati, kak pa je bilo pol, ko smo zmagali. Ja. Ker po mojem tudi tisti tretji polčas so vsi navijali za nas, koliko so še lahko. Ja. Smo že za Italijanom se dol potrgali. Tako da je res bravo, pubeci, čestitke, super rezultat in ja nič, te pa gremo v naslednje Evropsko kot favoriti, jasno da. Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko. Če to ni razlog, da damo nekomu Jurija. In to že jutri. Danes smo ob 7 povedali že 4. od 5 dnevnih gesel, jutri torej še zadnji in pol boste imeli zbrana vsakih. Nismo podajali po pravilnem vrstnem redu, ampak boste s sklepanjem zagotovo to zmagovito poved za Jurija lahko sestavili in pol ob 3 Fras in Medvar žrebata nekoga pokličeta, vi poveste, hopa Jurija, srečno, ni me do torka. Dobro, če bi do torka zdržalo, ne? Odvisno kako močno bi se noč spustil in koga bi sabo vzel. Zelo preprosto je, kot smo rekli zdaj, da ta gesla niso bila po pravem vrstnem redu. Če bi recimo jaz zdaj nametal par besed, Ema, sodeluj. Ok, sodelujem. Ja, se vem, se pač samo ti povem. Če bi jaz zdaj, ne, recimo, ne vem, besede ma nenavadno lase dolge jeger. Kako mi iz tega poved, ne? Jeger ima nenavadno dolge lase. Evo, vidim. Bravo. Z lahkoto. Bravo, z lahkoto. Prav to ne drži, ne? Kaj si sama nad sabo, ne veš, kaj je to? Si tako lepo zložil, ampak načeloma to ne drži, ne? To boš še povedati. Ja, veš, kaj bi držalo, če bi bilo neprimerno, ne nenavadno, tako da, glede na celo pojavo. Tako da, ja, vsi detajli so na totiradio.si, držimo pesti, da rata prav vam. Ok, o 8:30 se je torej zaključilo ugibanje, koliko neki meri glavni trg po širini od tega radia do Rotovža v jegrovih čevljih. Ja. Razlog je... Če pa so kjeri čevlji relevantni, so to možno. Ja, res je. Ja. Pač ker nimaš standardnih, 47 glih ni standardno. To res ni, ja. Ne moreš si v Bambiniju kupiti. Ne moreš. Ni že dolgo, ne. Seveda, zakaj? Zato, ker se je višina v letalstvu meri v čevljih, ker je ta vikend športni vikend, ko bo izjemna gneča tudi in hvala Bogu, da bo tako v skokah na našem športnem letališču in tudi radio časti danes en polet nad Mariborom. In od vseh, ki ste poslali, hvala lepa, svoje ugibanja v SMS-ih, nekatera so bila res šaljiva, nekatera so bila svidsko blizu, ampak samo en je povedal točno in sicer Uroš, dobro jutro. Zdravo. Ja, zdravo Uroš. Ja, dobro jutro. Dobro jutro. Ali ti je Uroš že kdo v življenju rekel, da imaš izjemen Augenmast? Mislim, da si prvi. Resno, ne, Uroš, ne samo, da si povedal točno 132 čevljev, tudi mi dva imamo en moment, ki imamo skupaj prvič, ampak 132 jegrovih čevljev je pravilen odgovor. Čestitke, Uroš. Hvala. Edini, pa ni bilo malo, ki so poskušali, ampak edini si povedal pravilno. In Uroš, to ti radio ti časti ta vikend, ko bo športni vikend Maribora, let nad našim čudovitim mestom. Ja, super, hvala lepa. Kak si ti pa avioni drugače? Pa ni nekega straha, no. No, to je to. Seveda, zakaj bi bil strah? Je samo v glavi, se veš. Tako. Pubeci tam, piloti in pilotke so izjemno usposobljeni, tako da tu ni nobenega straha. Sredstva so super pripravljena, tako da to bo nepozabno, Uroš. Verjamem. In mi ti želimo, da narediš tudi kako fotko. Ne želimo, zahtevamo, ko boš v avionu.
naredi fotko, pa nam jo pošli, dobro? Tako. Brez skrbi, seveda. Bom poslal, Odlično. Torej, lep vikend ti želimo, Uroš. Enako tudi vam, hvala. In ziher bo lep vikend, ne? Zagotovo. Brez nadaljnega. Torej, let nad Mariborom odkljukano, jutri zjutraj pa za Korajžne. Skok s padalom v tandemu. Si pozabil, ne? Če bi radi doživeli Maribor še iz malo večje višine, ne, pa pač to ekstremno adrenalinsko doživetje, tudi jutri pozorno poslušajte to jutro, ker bomo torej dali še skok s padalom v tandemu. Dejan, Ana in Jeger in to jutro.